Torej, metodologija dela v pogajanjih med Slovenijo in Hrvaško me več čas prepričuje o tem, da žal na nasprotni strani nimamo poštenega in korektnega sogovornika. In to je neetično. In ker je to neetično, zato seveda na tako metodologijo ne moremo pristati. Drugo, kar zadeva naš mednarodni položaj in pa tudi naš mednarodni ugled. Hrvaška je svoje strani v pripravi arbitražnega sporazuma uporabila vse svoje diplomatske, lobistične zvode, da je tako rekoč ves svet prepričala o tem, kako imajo oni prav. Mi pa namesto, da bi uporabili isto metodologijo in svoje prijatelje, zaveznike in tako naprej prepričevali o tem, kako ni vse res, kar slišijo z hrvaške strani, smo seveda doma brez soglasja šli v nek dogovor, ki, kot vse bolj vidimo, je prej za nas škodljiv, kakor pa ne bomo rekli samo enostransko koristen, ampak kakor bi bilo prav, kakor je pravično. In načelo pravičnosti je seveda tisto načelo, ki ga ne more zagovarjati samo pravna stroka, ampak ki ga moramo zagovarjati tudi etiki oziroma moralni teologiji. In če načelo pravičnosti ne bo zadoščeno, potem seveda v tem primeru ne moremo podpreti takšnega sporazuma.